Živijo, Tina, kaj pa je zaznamovalo tvoje infodromovsko leto? Živijo, Nejc, jaz sem veliko razmišljala o barvah, pa o logu, o glasbi, seveda govorim o novi podobi našega infodroma in pa seveda o vseh ustvarjalnih sodelavcih, ki so, po mojem mnenju, opravili odlično delo. Ja, res v tem studiu se počutiva res dobro. V tem letu pa so bili ustvarjalni tudi glasbeniki, filmarji in pisatelji. Poglejmo, kateri posnetki in zbrane besede so najbolj zaznamovale leto 2017. V iztekajočem se letu so se največkrat vrteli tako imenovani fidget spinnerji in Despacito. Igračkam je še pred koncem leta zmanjkalo energije, komad pa še vedno nabira klike na YouTubu. S 4,5 milijarde ogledov je postal najbolj klikan glasbeni spot v iztekajočem se letu in nasploh. Med boljše, ki so nastali v letu 2017, pa se uvršča video za komad The Gate islandske glasbenice Björk. Med letošnjimi nominiranci za evropske glasbene nagrade MTV v kategoriji Best Adria Act je bila tudi slovenska četverica Koala Voice. Nagrada se jim je sicer izmuznila, tako kot večkrat nominirani Taylor Swift, v kategoriji najboljši rockerji so zmagali Coldplay, v živo pa najbolje nastopa Ed Sheeran. Zlato hruško za najboljšo izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo je prejel roman Evangelij za pitbule Jiržija Bezlaja. V knjižnici ste si največkrat, skoraj 15.000-krat izposodili knjigo Brina Brihta, sledi ji Matilda. Med 5 največkrat izposojenimi knjigami je tudi zgodba o lenem in nerodnem Ranti, ki se počasi prelevi v košarkarja. Po knjigi Košarka naj bo je nastal tudi film, ki je v tem letu že prejel 3 zlate role, torej si ga je na velikem platnu ogledalo več kot 75.000 gledalcev. Kinotripova mladinska žirija pa je za najboljši mladinski film v letu 2017 izbrala Pokliči me po svojem imenu. Oskarjeva akademija je kipec za najboljši film podelila drami Mesečina, sicer je največ zlatih kipcev odnesel film Dežela Lala. Med animiranimi je slavil film Zotropolis. Na slovenski animateki pa je otroška žirija za najboljši film izbrala Ježevo hišo, ki je nastal v hrvaško-kanadski koprodukciji. Viktorja v kategoriji najboljša otroška ali mladinska TV oddaja je dobila oddaja, ki jo pravkar gledate. Torej, Infodrom. Dokumentarni film Kristjan, ki je nastal v sklopu serije Infodrom Moje življenje, pa je izbran za najboljši film kategorije EBU Youth News Exchange Special. Skupaj s še 4 drugimi si ga boste lahko ogledali v letu, ki prihaja.